Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus, nos habebit humus. Vivat academia, vivant professores, vivant academia, vivant professores, vivat membrum quod libet, vivant membra qui libet, semper sint in flores, semper sint in flores. Trdna je moja vera, da napoči zarja tistega dne, ko naša kultura ne bo več krizantema siromakova, temveč bogastvo bogatega. Že slutim zarjo tistega dne. Slutijo vse moje najgloblje in najčistejše hrepenenje. Ne hrepenenje samo. Vse moje delo, vsaka moja beseda in vse moje življenje je slutnja zarje. Že slišim dleto, kako kleše granitni kamen novi zgradbi. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, na oder vabimo dekana Filozofske fakultete, rednega profesorja doktorja Romana Kuharja. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovani gospod rektor, spoštovane ekscelence in drugi visoki gostje iz Slovenije in 26 tujih držav, spoštovani profesorji in profesorice, sodelavke in sodelavci, študentke in študenti, drage kolegice in kolegi, dobrodošli, dobrodošle na slavnostni akademiji Filozofske fakultete ob njeni stoletnici. Leta 1821 se je France Prešeren vpisal na študij prava na Dunajski univerzi. Če bi že takrat doma imeli svojo univerzo, ga njegova UKŽ-ja bržkone nikoli ne bi speljala iz njegovega sveta. In morda nikoli ne bi napisal sonetov nesreče, vsaj uvodnega ne, o vrbi, njegovi srečni, dragi domači vasi. Nekaj manj kot 100 let po objavi vrbe je bila ustanovljena Univerza v Ljubljani in z njo Filozofska fakulteta. France Prešeren in univerza si delita rojstni dan, 3. december. Na ta dan leta 1919 ob 9. zjutraj je v deželni zbornici Kranjskega deželnega dvorca potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku na novo ustanovljeni univerzi. To so torej naše korenine, ki jih ne gre pozabiti. Čeprav so bili ključni razlogi za ustanovitev Univerze v Ljubljani nacionalno zavedne narave, je vse to dogajanje v začetku 20. stoletja pomembno vplivalo tudi na posamezne življenjske usode ljudi. Nič več ni bilo potrebe po goljufivih kačah, ki so nekoč Prešerna vodile v svet, v katerem je izkusil, kako se v strup prebrača vse, kar si srce sladkega obeta. 100 let pozneje nevarnost tiči drugod, v domačijski samozadostnosti. Zato je odpiranje v svet nujno in potrebno,
kajti sebe ne moremo poznati in razumeti, če ne poznamo tudi zgodbe drugih ljudi in drugih svetov. Zgodnja 90. leta prejšnjega stoletja, ko je moja generacija začenjala študijem, so bila prežeta z upanjem po boljšem jutri v novi državi. Neko jutro, ko sem se šestico ljubljanskega potniškega prometa peljal mimo Filozofske fakultete, sem na steni fakultete, ki gleda na Slovensko cesto, opazil nov grafit. Pisalo je: "Ljubim te, Slovenija." Kakšen teden pozneje je nekdo pod grafit cinično pripisal: "Sve prave so ljubavi tužne. Vse prave ljubezni so žalostne, nesrečne." Ta citat iz ene od Balaševičevih pesmi je takrat deloval humorno in zafrkljivo. Danes, skoraj 30 let pozneje, pa se mi zdi, da je ta grenak pripis vse bolj resničen, še posebej, če ga pogledam skozi prizmo odnosa države do Filozofske fakultete, univerze in znanosti na splošno. Že res, da je država v zadnjih 2 letih nekoliko širše razprla svojo denarnico, a dejstvo je, da so rezi v visoko šolstvo v zadnjem desetletju nekatere fakultete potisnili na rob preživetja, Slovenijo pa na rep evropskih držav glede na delež bruto domačega proizvoda, ki ga namenja visokemu šolstvu. Ne gre pozabiti, da smo bili svoj čas že na sredini te evropske lestvice. Še bolj me žalosti že skoraj da nespodobno prosjačenje za ureditev prostorske stiske Filozofske fakultete. Lansko leto smo s pomočjo vodstva univerze res da naredili korak v pravo smer z najemom knjižničnih depojev, a to je le obliž na rano, ki skeliži mnogo let. O praznovanju 90-letnice je takratni dekan profesor Bucik na tem odru dejal, da prvi kovanec v vodnjak želja meče za takojšno ureditev nevzdržne prostorske stiske fakultete. Videoposnetek tega govora je že nekoliko zaprašen, zato se ne vidi dobro, ali je ta kovanec zgrešil vodnjak ali pa v vodnjaku sploh ni vode. Dejstvo je, da po 10 letih nove stavbe še vedno ni in da obstoječa preprosto ni več kos sodobnemu načinu visokošolskega izobraževanja in skoraj 5000 študentom in študentkam, 650 zaposlenim, 127 študijskim programom, 21 oddelkom, knjigarni in 2 večjima centroma. Centru za pedagoško izobraževanje, kjer se lahko med drugim učite 35 tujih jezikov, in Centru za slovenščino kot drugi ali tuji jezik, ki oskrbuje tudi 60 lektoratov slovenščine po vsem svetu. Pretesna je za 35 000 podeljenih diplom v zadnjih stoletjih, za 775 000 knjig v knjižnici, za več kot 120 raziskovalnih projektov na Znanstveno-raziskovalnem inštitutu in za založbo, ki vsako leto izda več kot 70 novih naslovov, med njimi 14 znanstvenih revij. Morda je stoletnica čas, da prenehamo verjeti v vraže, zato nocoj ne bom metal kovancev v vodnjak želja. Morda je tudi čas, da prenehamo milo prositi. Ustrezen prostor za svoje delo moramo preprosto zahtevati. Claude Lévi-Strauss je nekoč zapisal, da bo 21. stoletje humanistike ali pa ga sploh ne bo. Ta smela trditev se zdi danes, ko na vsakem koraku opažamo regresije, neskladne z razsvetljenskim projektom osvobajanja človeka, morda na prvi pogled naivna, a v resnici to klavrno stanje stvari v družbi kliče po še več humanizma. 100 let po ustanovitvi Filozofske fakultete, ki je zrasla na pogorišču Prve svetovne vojne, v času upanja na boljši svet, nam družba okrog nas ne vliva veliko upanja. V morju umirajo begunci, kratkovidne politike požigajo amazonski gozd in v nekaterih zibelkah demokracije z nami komunicirajo le še prek Twitterja. 140 znakov na Twitterju postaja maksimalni obseg posameznikovega mentalnega horizonta. Populizem zaseda izpraznjen prostor politike. Ob svoji stoletnici imamo zato zgodovinsko nalogo, da še naprej ostajamo središče kritične misli, glasen, čeprav prepogosto osamljen glas, prostor razumnosti in razsodnosti, ki je zavezan osvobajanju človeka in vrednotam svobode, solidarnosti in enakosti.
Kdo bo podiral zidove v naših glavah in žice v našem svetu, če ne mi? Kdo bo slaba vest te družbe, ki se slepo udinja kapitalu, če ne mi? Kdo bo preupraševal samoumevnosti, ki vodijo v črno-belo družbo, če ne mi? Kdo bo branik naše kulture, našega jezika, duhovnega razvoja, če ne mi? Kdo bo glasen krik humanizma v visokotehnološki družbi, če ne mi? Spoštovane, spoštovani, težko je zaobjeti vse dimenzije tega prelomnega trenutka, ki ga praznujemo nocoj. Dejstvo je, da kot današnji akterji in akterke Filozofske fakultete stojimo na ramenih številnih intelektualcev, pisateljic, pesnikov, političark, novinarjev, prevajalk, razumnikov, kulturnic, poslovnežev, učiteljic in številnih drugih alumnov, ki so svoj brusili na Filozofski fakulteti in ključno zaznamovali politično, kulturno in duhovno življenje v Sloveniji v zadnjih stoletjih. Težko je zaobjeti vse opravljeno delo, preboje in premike, zaraščene poti, ki so danes utrjene ceste. Težko si je zamisliti vse zgodbe, tudi čisto osebne, vseh tistih, ki so te poti humanistike in družboslovja na naši univerzi utrjevali pred nami, bodisi v luči dnevne svetlobe ali ob dolgih neprespanih nočeh. Vse to se danes združuje v enem trenutku, v tej slovesnosti, v tej dvorani, tukaj in zdaj. Vsa ta raznolikost Filozofske fakultete, ki se razpenja med nekaj več kot 30 znanstvenih disciplin, ki jih gojimo na fakulteti, je naša velika prednost in včasih tudi naš križ. Prav stoletnica je priložnost, da ponovno ugotovimo, da smo del istega čolna in da Filozofske fakultete ni brez prvega in zadnjega v tem čolnu. Če bomo zmogli širino tega duha, in prepričan sem, da bomo, potem pred nami ni ovire, ki je ne bi mogli preskočiti. Za nami je torej 100 let, tisoče spominov, tisoče želja, tisoče upanj za boljši svet. Na novih 100 let in srečno, Filozofska fakulteta. Na oder vabimo rektorja Univerze v Ljubljani, rednega profesorja doktorja Igorja Papiča. Spoštovani gospod predsednik republike, cenjeni visoki gostje, spoštovani dekan Filozofske fakultete, dekanje, dekani članic, kolegice in kolegi, študentke in študenti. Veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Univerze v Ljubljani na tem pomembnem dogodku ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani leta 1919 je bila Filozofska fakulteta njena ustanovna članica. Omenjeno je bilo, da je v zbornični dvorani Deželnega dvorca 3. decembra 1919 ob 9. uri zjutraj potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku na novo ustanovljeni univerzi. Ta čast je pripadla takrat 29-letnemu slavistu dr. Franu Ramovšu, predaval je v historični gramatiki slovenskega jezika. Na ta dan, kot je bilo tudi že omenjeno, Univerza v Ljubljani praznuje svoj rojstni dan. Letos praznujemo tudi 400 let visokošolskega izobraževanja na Slovenskem. Kot je znano, leta 1619 so jezuiti začeli s prvimi predavanji iz moralne teologije. Ob tem pomembnem jubileju se Filozofski fakulteti zahvaljujem za odlične pedagoške in znanstveno-raziskovalne dosežke na področju humanistike in družboslovja. Zahvaljujem se vsem profesoricam in profesorjem, ki so v preteklosti orali ledino in seveda kasnejšim generacijam, ki so to pomembno fakulteto pripeljali do omenjenih dosežkov.
Fakulteta je izobrazila številne generacije diplomantk in diplomantov humanistike in družboslovja in prav oni so odločilno sooblikovali razvoj slovenske družbe. Filozofska fakulteta sodi med največje članice Univerze v Ljubljani, slovi po svoji družbeni odgovornosti in kritičnosti, slišali smo dekana, temelji na vrednotah, kot so svoboda, vrednost posameznika, odgovornost do skupnosti, strpnost do drugih. Univerza in predvsem filozofska fakulteta ima ključno vlogo pri ohranjanju samobitnosti naroda, kjer se poleg znanja seveda pomembno in ključno vlogo igra tudi jezik in kultura. Filozofska fakulteta je bila in ostaja temeljni gradnik razvoja naše skupnosti in je ključna članica Univerze v Ljubljani. Brez nje tudi naša univerza ne bi bila to, kar je. Dovolite mi, da zaključim s kratko mislijo o uporabi slovenskega jezika na univerzah. Od leta 1919 je uradni jezik na Univerzi v Ljubljani slovenščina. Prepričan sem, da bo tako ostalo tudi v prihodnje, ne glede na kakršenkoli zapis v kateremkoli zakonu. Seveda, s tujci komuniciramo tudi v drugih jezikih. Torej, spoštovani, želim vam uspešno delo še naprej. Vem, da boste na Filozofski fakulteti tudi prihodnje prizadevno skrbeli za nove generacije diplomantk in diplomantov humanistike in družboslovja. Hvala. Na oder vabimo slavnostno govornico, filozofinjo in sociologinjo, bivšo študentko Filozofske fakultete, redno profesorico doktorico Renato Salecl. Spoštovani, že kar nekaj časa poslušamo, kako je potrebno izobraževati za poklice, ki z inovacijami in tehničnim znanjem pomagajo k ekonomskemu razvoju družbe. Humanistika, umetnost in mnoge družboslovne vede v tem svetu, ki vse bolj poudarja boj za profit in ekonomsko rast, mnogokrat delujejo kot nebodiga treba študijske smeri. Če se naš otrok vpiše na humanistično ali družboslovno fakulteto, starši hitro slišimo izraze sožalja. In med študenti naravoslovno-tehničnih fakultet ob začetku šolskega leta rad kroži vic, ki jo sprašuje: zakaj je bolje, da si študentje naše fakultete kupijo črtaste in ne karo zvezke? Zato, da jih bodo lahko uporabljali na Filozofski fakulteti ali na FDV, ko bodo iz naše fakultete odpadli. Humanistika in družboslovje sta postali kolateralna škoda ideologije, ki rast družbe meri izključno skozi prizmo profita, tudi za ceno vse večje ekonomske razslojenosti, povečevanja osebnega nezadovoljstva in grozljivega razmaha ekoloških katastrof. Iliberalna demokracija zapira univerze, še posebej družboslovne in humanistične. V polarizirani družbi, v kateri živimo, pa dejansko potrebujemo humanistiko in družboslovje bolj kot kdajkoli. V času lažnih novic se vse bolj postavlja vprašanje, kaj sploh je resnica. Ob povečanem nadzorovanju in manipulaciji, ki se dogajajo s pomočjo velikega podatkovja, je danes še kako pomembno razumeti psihološke mehanizme, ki pomagajo pri uspešnosti manipulacij, ter namerno in nenamerno slepoto, ki pomagata k temu, da premalo preizprašujemo svet algoritmov. Celo strah ali navdušenje nad roboti lahko razumemo šele s pomočjo humanistike. Šele poznavanje različnih kultur nam bo pomagalo dojeti razliko v odnosu do novih tehnologij. Če se na primer vprašamo, kako to, da Japonci robote ljubijo, Amerikanci pa se jih bojijo,
bomo morali pogledati v zgodovino hollywoodskih filmov in ameriške literature, ki robote že dolgo slikata kot grozljive v nasprotju z japonsko mango, kjer so roboti precej bolj ljubeznivi. Ameriški profesor William Dešerovic je v svoji knjigi z naslovom Excellent Sheep, odlična ovca, skozi kritiko ameriškega izobraževalnega sistema pokazal, da je napad na humanistične vede v bistvu napad na demokracijo. Izobraževalni sistem, ki večino ljudi vzpodbuja k tehničnemu in poklicnemu usposabljanju, je sistem namenjen oligarhiji, pravi Dereševic. Sistem, ki vzpodbuja izobraževanje na poklice, ki naj bi vodili k povečanju ekonomskega profita, mnogokrat vodi k temu, da ljudje postajajo vse bolj uniformni. To so torej odlične ovce. Odvračanje ljudi od humanistične izobrazbe pomeni, da jih izključujemo iz razmišljanja o tem, kako deluje družba. S tem se seveda povečuje moč oligarhije. V angleško govorečem svetu humanistično in družboslovno izobrazbo mnogokrat imenujejo liberal studies. To poimenovanje nikakor ne zadeva razliko med liberalnim in konzervativnim nadzorom. Liberal izhaja iz latinske besede liberalis, ki je povezana s pojmom svobode. Veščine, ki naj bi jih liberalne študije učile, zadevajo to, kar naj bi ljudem omogočilo, da v družbi delujejo kot svobodni državljani. Zato je družba, ki ne vzpodbuja humanistike, družba, ki ne vzpodbuja svobode. To je družba, ki ne želi, da bi ljudje imeli sposobnost misliti kritično, sam svet, v katerem živijo. Že Immanuel Kant je poudarjal, da šele posameznik, ki je dojet kot svoboden in ne kot preddoločen od narave ali kulture, lahko kritično presoja družbo, iz katere izhaja. V zadnjih stoletjih smo lahko videli moč humanistike pri tem, da nam pomaga razumeti druge skozi njihove jezike, zgodovino in kulturo. Preko tega spoznavanja se vzpodbuja socialna pravičnost in enakost. Zgodovina nas je učila nevarnosti nacionalizmov, rasizmov, seksizmov in homofobije. Morda smo ob tem lahko pesimistični in celo rečemo, da nas humanistika uči empatije. Brez humanistike se je težko naučiti kritično obravnavati subjektivne, zapletene in nepopolne informacije. Humanistika nam prav tako pomaga preučevati dokaze in upoštevati več kot le eno stran vsakega vprašanja. Humanistika nas podobno spodbuja k kreativnemu razmišljanju. Nauči nas razmišljati o človeku in postavljati vprašanja o našem svetu. Vse to nam pomaga razvijati se v informirane in kritične državljane. Demokracija potrebuje državljane, ki so sposobni razmišljati sami in ki hkrati skupaj z drugimi pretresajo dogajanje v družbi namesto, da bi se zgolj prepustili avtoritetam. Mladi bodo politiki in ekonomske oligarhiji lahko odgovarjali le, če bodo znali kritično pretresati to, kar slišijo, če bodo sposobni preizpraševati dominantno ideologijo in si zamisliti alternativo zanjo. Danes živimo v času, ki ceni hitrost, v katerem upamo, da nam bo tehnologija rešila večino družbenih problemov. Ko se k temu profitu naravnanemu svetu postavlja vprašanje, ali sploh še potrebujemo humanistiko, se ob tem postavlja vprašanje obstoja celega sistema univerzitetnega izobraževanja, kot smo ga doslej poznali. Če bo pragmatizem popolnoma zavladal na univerzi kot taki, se lahko danes bojimo, da se bo nekaj hudo slabega zgodilo z kritiko družbe kot take. Ko ni humanistike, ni demokracije. Ko univerza bo stala le valilnica odličnih ovc, so vrata avtokraciji na široko odprta. Kolegicam in kolegom želim prijetno praznovanje stoletnice in res upam, da se čez 100 let nadaljevanje oziroma praznovanje nadaljuje. Hvala.
Na oder vabimo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovani gospod rektor, spoštovani gospod dekan, cenjeni profesori in študentje te in prejšnjih generacij, visoki gostje, gospe in gospodje. Spoštovani gospod dekan, sprejmite, prosim, iskrene čestitke ob vaši imenitni obletnici v mojem imenu, v imenu države in kolikor mi to položaj predsednika omogoča, v imenu vseh naših ljudi. Spoštovane in spoštovani, letos praznujemo 100. obletnico ustanovitve Univerze v Ljubljani. Enak jubilej letos praznuje tudi 5 drugih fakultet, njenih ustanoviteljic, zaslužnih za njen nastanek. Med njimi Filozofska fakulteta. Posebnost vloge Filozofske fakultete pri ustanovitvi Univerze v Ljubljani in v njenem kasnejšem 100-letnem delovanju je v njenem širšem humanističnem poslanstvu. Na vaši fakulteti gre razen za običajen študij, za različna profesionalna področja, tudi za najbolj občutljive teme narodnega razvoja, od jezika do zgodovine in vsega vmes. Tudi zato ste bili ves čas predmet posebnega javnega zanimanja. Sem in tja je šlo v zgodovini fakultete za neposredno politično poseganje v vašo avtonomijo ali za posredne pritiske na vašo izobraževalno in širšo družbeno vlogo. Toda ves ta čas ste se rodovi pedagogov in študentov trudili ohraniti in okrepiti znanstveno, družbeno in čisto človeško samostojnost in neodvisnost. To je bilo in ostaja pomembno, tako za vaše znanstveno in pedagoško delo, kot za širše intelektualno in družbeno angažirano humanistično poslanstvo. Spoštovane in spoštovani, razlogi, zaradi katerih je Filozofska fakulteta bila v okviru Univerze v Ljubljani vedno nekaj posebnega, se v novih razmerah izkazujejo na nov način. Nocoj smo, površno za potrebe te svečanosti, že dejali, da se Filozofska fakulteta ukvarja z najbolj temeljnimi vprašanji narodnega obstoja in razvoja, od jezika do zgodovine in, kot rečeno, vsega vmes. Potem takem je na dlani, da se tudi najširša javnost želi slišati vaša premišljevanja o prihodnosti tega razvoja v pogojih odprte družbe in globalnega sveta. Slovenija je danes suverena država, ki je po svoji volji enakovreden partner v Evropski uniji in je dejavnik v mednarodni skupnosti. Jezik, identiteta, odprtost, migracije in asimilacije, graditev in razpad družbenega soglasja. Kako naj se znajdemo kot posamezniki in mi vsi skupaj kot skupnost? Kako naj sploh razumemo novo nastale razmere in kakšne alternative imamo za svoje izbire in ravnanja? Kolikor je Filozofska fakulteta v zadnjih 100 letih pomagala razumeti čas in ga spreminjati, bo to poslanstvo za naš intelektualni, narodni in državni ter občečloveški razvoj v naslednjih 100 letih še bolj zahtevno, kompleksno in nenadomestljivo. Spoštovani, čeprav sodim med tiste, ki v razvoju novih tehnologij vidijo veliko priložnost za reševanje starih in novih problemov posameznika in celotne družbe, nikoli ne podcenjujem pomena humanistične inspekcije, analize in razlage družbenih fenomenov, ki jih nove tehnologije sproti proizvajajo. Nasprotno. Zdi se, da se teža tega znanja danes izjemno povečuje. Ni prvič, pravzaprav je precej običajno, da politika regulira nove družbene odnose z zamikom. Zamik, zamuda pri taki regulaciji, ki smo ji priča v času digitalne preobrazbe, je še bolj izrazito rezultat nerazumevanja sprememb, ki jih proizvaja sodobni svet. Običajno zamike ali zamude znamo razložiti s političnimi interesi. Zdaj se ne moremo znebiti občutka,
da gre poleg tega še za ogromno neznanja in nerazumevanja, kar predstavlja seveda čudovito in nevarno zmes za improvizirane slabe rešitve. Z tega vidika menim, da humanistični študij in znanost tematizirata najbolj vitalna vprašanja našega vsestranskega razvoja. V tem smislu je bilo prvih 100 let razvoja vaše fakultete zanimivih, plodnih in razburkanih, toda zdi se, da je to skoraj nič v primerjavi z naslednjimi 100 leti, ki so se že začela. Potrebujemo vas. Zato vam želim zelo, zelo veliko uspeha. Hvala lepa za vašo prijaznost. In napočil je dan, 3. decembra 1919, zgodovinski dan za vse Slovence, za vso Jugoslavijo, ki ga je naklonila velika doba našemu malemu narodu, da nam je ustvarila v naši svobodi tudi naše ognjišče znanosti, vede in kulture. Dan, ko je naša akademska omladina, zbrana v deželni zbornici, poslušala od 9 do 10 dopoldne prvo predavanje v pravkar ustvarjeni Slovenski univerzi. Z obrazov nam je sijala svečanost, ko smo drhtajočim srcem pričakovali prve besede svojega predavatelja na svoji univerzi. Tišina je vladala v dvorani, oznanjajoč veliki praznik, ko je vstopil vseučiliški profesor dr. Fran Ramovš. Tukaj zbrani smo, 100-letnico praznujemo, kar začeli prvo uro smo s historično gramatiko. Vseh slovenskih fakultet leta 19 je bilo jih 5 in med njimi imenitna vsa filozofska je bila. In ves profesorski cvet razlaga človeka in svet. Prva doktor Rajko Nahtigal bil je skoraj da njen prvi kralj. Z njim Stojičevič, prijatelj Kos, Ramovš in Kidrič si v ponos. Res bil skromen je dožet na nov univerzitetni svet. Poskrbel je, da docenti vsi bili zaredno plačani. Življenjski sen profesorjev, predavateljev in lektorjev, udejanjal se je iz dneva v dan, akademsko zaznamovan. In ves profesorski cvet razlaga človeka in svet. To počne tako lepo, uporablja le slovenščino, a za ženski spol še ne skrbi, pravilnika ne spremeni. Danes tukaj zbrani smo, 100-letnico praznujemo, se preteklosti spominjamo, vam kulturo nudimo. Malo bitja, lirike, zgodovine, filma, muzike, z mislijo na vse pretekle dni, ki bili so večjih dni. In ves profesorski cvet razlaga človeka in svet. Prav naj bo pravičen lep, naj bo človek njem najlepši cvet. Mi skrbeli bomo zanj sedmi, filozofska naj živi.
Velecenjene slušateljice, velecenjeni slušatelji, z današnjim dnem, ko pričakujemo novo dobo, novo življenje, ko ustvarjamo Slovensko univerzo, naj vas iskreno pozdravim kot prve slušatelje naše Alme Matris. S tem svetim trenutkom stopa naš narod v zgodovino, ki je ne izbriše nihče, nikoli več. Naš glavni predmet bo historična gramatika slovenskega jezika. Obširno je to polje in v tem pravcu še ni obdelano. Mnogo imamo odličnih slavistov, ki so ji pridobili častnih zaslug na tem področju. Imena Miklošič, Kopitar, Štrekelj, Škrabec, Oblak, naj nam ostanejo vedno v častnem spominu in izgovarjali jih bomo na tem svetem prostoru z največjim spoštovanjem in vsegdar. Drugi kulturni narodi imajo že svojo historično gramatiko, mi je nimamo še. Dolžnost nas, Slovencev, pa je, da jo ustvarimo sami. To je naša nacionalna naloga. Nacionalna naloga. Posameznik ne zmore storiti tako velikega in težkega dela. More pa to storiti Akademija znanosti. More pa tudi skromni seminar. Zato vas pozivljam, da pomagate in sodelujete po svojih skromnih močeh. Zatorej Trnjev bo začetek novorojenega svetišča, ki nima niti lastne strehe, niti svetin, niti arhivske knjižnice in znanstvenih knjig. Dovolite mi, da vam vsem slovenskim inteligentom, ki ste iskali na tujem znanost, v duhu stisnem roko, s čimer začenjamo delo, da pokličemo v življenje stoletne sanje Slovenske univerze. Še enkrat lepo pozdravljeni pri tem velepomembnem koraku v slovensko zgodovino. Jaz nočem, da strmi kdo v mojo dušo. Sem naj bom neznan. Dekle ob oknu gleda, misli, kje sem. Jaz pa sem že mrtev. Ropajte, pustošite, gospodari, čez vso zemljo razpnite vešala. V nas je po tisočih letih zaplala kri, dvigni v glavo upor. Kadar čez gozdove rjovejo vihari, drevesa se svojih korenin zavedo. Zato, ker nas danes iz zemlje rujete, barbari, naše korenine do pekla poženo. Tisti, ki ste jih včeraj še mogli slepiti, danes vam streljajo v hrbet, v obraz. Hvala. Naučili ste nas sovražiti, poslušati krvi in duha ukaz. Majhni smo, toda majhnih je mnogo. Vsa Evropa je v drobovju zaplepetala, od Sicilije do Urala, od Islanda do kavkaških skal. Iz sebe vas bo izpljuvala, vas, barbarsko, banditsko drhal. Divjajte po kontinentu, mehanizirane horde, ropaj, koli, motorizirani Džingis Kan. Kri ni bencin, kri ne zmanjka nikoli. Pesti so močnejši od jekla in tankov in bomb. Duh je krazit, svoboda pridušeni orkan.
izpod ulic, izpod kasarn, iz mraka gozdov in katakomb vzbuhne upor. Svetu zavlada človek, ne jeklo, zločin, motorizirani umor. Septembra 1941 je v okupirani Ljubljani v strogi tajnosti zasedal plenum kulturnih delavcev, ki je sprejel sklep o kulturnem molku. Akademski pevski zbor je spoštoval to odločitev, a je 12. decembra 1941 z dirigentom Maroltom izpeljal še zadnji koncert v takratni elitni veliki unionski koncertni dvorani v Ljubljani. Za koncert je Marolt kot zaključno pesem izbral pomenljivo Lipa zelenela je, kot napoved upora in ustaje slovenskega naroda. To torej ni bil zgolj koncert, temveč uporna politična demonstracija ponosne in kulturno neuklonljive slovenske akademske skupnosti. Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani je 3 pevske sezone vodil tudi akademik, skladatelj profesor Lojze Lebič, ki je leta 1957 diplomiral iz arheologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Lipa zelenela je tam dišečem gaju, s cvetjem me posipala, djav sem, da sem v raju, veje raste zavala, k nebu je visoko, meni pa je do srca segala globoko, meni pa je do srca segala globoko. Ptičice je lipica, senčico vabila, kadar ležal sem pod njo, me je ohladila, zdaj pa nam je revica skoraj ovenela, cvetje listje zeleno, zima ji je vzela, cvetje listje zeleno, zima ji je vzela. Spavaj, draga ljubica, večno ne boš spala, nova pomlad zelena, nov bo cvet pognala, zopet bodo ptičice, ptičice vesele, pesmi nam prepevale,
Že od leta 1940 vodim stolico za bizantologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Danes je 11. april 1941 in promovirali smo nove doktorande. Promocija je potekala v drugem nadstropju univerzitetne zgradbe. Prisotni pa smo bili rektor Matija Slavič, jaz, promotor Mole, doktorand France Kos in pedel Filozofske fakultete, ki je držal v rokah zavitek z diplomo. Zunaj, nad mestom, pa so letela sovražna letala. In ravno ko sem izgovoril besede hoc diploma tibi datur sum, ker takrat nisem imel prave tiskane diplome, saj za njo ni bilo časa, se je eden od avionov spustil prav nizko nad streho univerze, a je takoj odletel dalje. V teku dneva pa je postajalo streljanje čedalje pogostejše in močnejše. Med ljudi bom šel, s knjigo Igoja v rokah, klical ljudem bom in milijoni bodo klicali z menoj, dol z vojno, z nasiljem, krivico. Za mir bom govoril, ljubezen, svobodo. Začutil bom dneva novega si. Kam so šle vse rožice, že dolgo tega. Kam so šle vse rožice, minula leta? Kam so šle vse rožice, pobrale so jih deklice? Kdaj bomo izvedeli? Kdaj bomo izvedeli? Kam so vsi ti fantje šli? Že dolgo tega. Kam so vsi ti fantje šli? Minula leta. Kam so vsi ti fantje šli? Zdaj so vojaki vsi. Kdaj bomo izvedeli? Kdaj bomo izvedeli? Kam so vsi vojaki šli? Že dolgo tega. Kam so vsi vojaki šli? Minula leta. Kam so vsi vojaki šli? Zdaj so v grobovih vsi. Kdaj bomo izvedeli? Kdaj bomo izvedeli?
Ko te prebiram, plavam. Kot meda šapam in me potiskaš v blaženost. Ležiš na meni, ki si me razdejal. Na smrt sem te vzljubil, prvi med rojenimi. V enem samem hipu sem postal tvoj kres. Varen sem, kot nisem bil nikoli. Si dokončni občutek zadoščenja, vedeti, odkot je hrepenenje. Tebi sem kot v mehkem grobu, režeš in prežarjaš vse plasti. Čas se vname in izgine, himne slišim, ko te gledam. Strog si in zahteven, stvaren in ne morem govoriti. Vem, da hrepenim po tebi, trdo, sivo jeklo. Za en tvoj dotik dam vse. Glej, sonce buta ob stene dvorišča v Urbinu. Umrl sem zate, čutim te in te rabim. Mučiš, ruješ me in izžigaš vedno. In prostore, ki si jih uničil, teče raj. Zaljubljencu vse o ljubezni priča. Gost, južni veter, šum vode pomladne. Kdor je pokopal ljubega mrliča, mu o rečeh imenovanih zadnje vse tiho trobi v zateženih molih. A kdor je pregloboko pogledal v sanje in klic v njih prepoznal, ne ve nikoli. Blodil bo dolgo, bridko potovanje. Za pot pri peko spraševal in mraz, se zgubljal, taval, dvomil in pozabljal, nenehoma forsiral plitvi čas in v njem malikoval lepoto rablja. Ko ga zapušča v zadnji bol vzdihljaj, z njim čas dobil ime bo pravo. Zdaj. Nocoj pomladni mrak sijal bo Orion in prav takrat kot jaz morda bo rekla deklica, kako je daleč, kako je lep, kako blešči se njegovih 7 zvezd. Čez 1000 let, ko naju ne bo več, na nebu Orion sijal
1000 dolgih let, ko tu mlad par se bo poljubil spet. Nikoli ni bilo take pomladi kot leta 71. Na pusti modernistični fasadi je troje nezaslišanih besed sprožilo smeh in dvignen srednji prst in gnev in gibanje in ognjemet. Kamion ni bombon. Ognjeni krst smo doživeli nekaj dni pozneje, ko smo zagledali kordon, ves čvrst in mrzel, takrat smo prišli do lastne meje. Predtem pa zasedba filozofske fakultete, srh, eksplozija časa, duh lip, ki veje prostost, pogum dotlej neznan, študentka smejočo se lepoto, jazz band, kaj še? Brkati dekleva, dirigira hrup 101 instrumenta domišljije, ki šprica, lije, seva, dolgolasi jesih, predava o dolini totalke, režimo se, nihče ne šteje dni. Vse do dneva preboja, ko smo iz betonske barake faksa odšli na cesto in zasedli mesto. Skrivaj sem razdelil šmiraste letake, z matrico na prastarem ciklostilu, skozi gosto mrežo teles in sloganov sem iskal prijatelje. Trdo jedro gibanja, prostor se je že zibal, že piskal, že lebdel. Ko sem jih našel, so bili v prvi vrsti. Jaša s pestjo v zraku, pa Mladen in Branko, Tomaž in Jure in Marko, prijeli smo se za roke. Kolikor da še zmeraj hodimo v vrtec. Prizor nas je spremenil v prestrašene otroke. Zagledali smo kordon miličnikov v neprebojnih jopičih, s pištolami, čeladami, ščiti in palicami. Takrat sem se spomnil in vzkliknil: Policaj je palicaj! A ga nisem mogel slišati. Bilo je prepozno, nismo mogli več nazaj, samo naprej. Kričali smo, da prekričimo strah. Naprej! 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 In se usedli pred parlament. Glede, mi smo se pogovarjali, mi se že leta pogovarjamo, pa prosimo, pa delamo resolucije, pa peticije, vsa tribuna je polna, vsi dnevi časopisi, ampak efekta pa ni. Enkrat se moramo zavedati, da 2000 ljudi ali pa 3000, ko smo tukaj, lahko ena stvar tudi zahteva, ne pa sam prosi. Trojka pelji me nazaj. To je bilo pod slušnim pragom. Od zadnje postaje Transsibirske v gozdove Sibirije, kjer sem jo srečal. Lase je imela spet v figo, v očeh je imela traktorzetor. Vzela me je nase in jaz.
ostal sem njen. Revolucija, 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 revolucija. Revolucija, hitreje, revolucija, 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 revolucija. Kje so tiste sibirske noči, ko smo v sveči brali Marx in Engelsa? Kje so tisti sibirski dnevi, ko smo recitirali Lenina? Kje so tiste slovenske noči, ko smo sanjali demokracijo? In kje so tisti slovenski dnevi, ko smo imeli univerzo Edvarda Kardelja? Sedaj pa z nogo ob tla, z rokami, paste, gremo 3-4. Faks, 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 Užgimo motorje! Ali je pri vas tudi kaj benzina? Užgimo motorje! Glasneje! Da to ladjo premaknemo, rabimo močnejše motorje. Torej, dajmo 3-4. Revolucija! 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 Revolucija, 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 hitreje, revolucija, 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 dvorana 3-4. Revolucija, revolucija, revolucija. Vente. Že tako nam
proletarskim študentom pospešuješ tudi vitalno krušno vprašanje. Že tako je čas tak, da kliče nedozorele, omejene ljudi v življenje. Omejeno, strokovno izobražene, pa potem še taki predpisi. Fakt je, da mi, ki ne uživamo nikakih podpor, niti od staršev, niti od države, krčimo najkrajšo pot študija skozi življenje. Zato nam je bila doslej simpatična stroka. Šel si za tem, da zares nekaj obvladaš, čeprav ozko, a zato specialno snov. Doslej so se izpitni predpisi ravnali po strokah. Odslej je narobe. Stroke se bodo ravnale po izpitnih predpisih. S tem izgine še oni ideal, ki je doslej stal nedosežen pred nami. Stroka. Jasno je, da se človek v 4 letih prav malo izobrazi, da ne more veliko znati, tudi če ima izpite. A še bolj jasno je, da se bo še manj izobrazil, če mu direktno predpišeš omejeno snov. Pomislimo, da dizertacija ni nekaj na novo iznašlega, temveč nekaj, kar dokazuje znanstveno usposobljenost tistega, ki jo je pisal. Učitelj, razumete življenje? Pomladim nisi potreben. Nisi potreben poletjem, zimam in jesenim. Ljudem in živalim nisi potreben. Drevesom in času nisi potreben in nisi koristen. Nič te ne rabi, ni denarja, ki bi te plačal. Kamorkoli pogledaš, se vidiš, le sam slišiš, kar rečeš, sebi natakaš čaj v svojo posodo, sabo se ljubiš, sebi uhajaš. Bil si nekdo, ki ustavlja čas. Zdaj si le senca z veliko tišine. Zaupal si, smejal si se, glasno si govoril, zdaj ždiš v svojem brlogu, zatopljeno preučevanje sten, uštetje vijakov, prelete letal, se kome kdaj zganeš. Netihem bi rad le, da vigred razbija vsa okna, te zbrca v jajca in ti zatuli v uho, da ostali na noba, da si potreben, da si koristen, da nisi zastonj in da vesolje ne more brez tebe. A v sebi, v tem tihem, vohkem zapretku veš, brez sence dvoma, da sta ti to življenje, ta smrt, že davno tega otehtala vse, kar je bilo v knjigah zapisano zate. Da, bil si potreben pomladim in nujen, da se je svet vrtel in nekim očem, da so se vsako jutro odprle. Potreben, koristen, nespregledljiv. Nekoč prej, enkrat davno. Včasih razumeš knjigo, čeprav je nisi prebral. Včasih prebereš človeka, čeprav ga nisi hotel. Včasih začutiš srečo, ki jo nisi imel. Včasih goriš, ker veš, da boš pepel. Včasih nosiš črno, če tudi si bel. Včasih je samo tako, kot je včasih bilo in si srečen, ker si še cel. Skozi brnenje, ki izbriše sluh, tiho rjovenje, o duh. Neskončna žalost, ki seva iz sten, odrezan falos sredmorskih pen. Tekoči kristali v smeteh, nad trupli živali, na mizah smeh. Mehanični gibi, dni in del, prstan v ribi, prstan tunel. Jaz sem se preobrazil, postal nihče, da bi lahko izrazil to žalost, ki jo nihče ne izrazi. Vsi kupi knjig so kot vetrokazi, za en sam krik.
Sredi brenčanja, roječih muh, naprej odzvanja: o duh, o duh. Sanjalo se mi je, da se je metka razdrobila, da je njen prah postal oltar. Zvonovi so veličastno butali ob skorjo zemlje, da so lilije zrasle iz njenih belih ust. Začela je s potovanjem v kristalno obliko prežarjena ovalovanje. Oblaki, ki so jo nesli, so nahranili prst, da nas razmoči v njeno krsto. In potem je veter zdrsnil v mirovanje in so se razširile slike in so pljuča pljusknila v pok srne. Veš, samo tako smeš pretrgati temo, je šepnila. Odprla je svoje oči, široko, in me vanje spravila s hitrostjo, da sem padla skozi nje čista solza na rdeče polje. Spreobrnjena. In je šla nazaj v črno. Čas v začetku 90-ih ni bil prelomen le za državo, ampak s tem tudi za univerzo in z njo filozofsko fakulteto. Kako se tega časa spominjajo nekdanji dekani? Najbrž vam že letnici povedo, da sem bil takrat dekan, ko je bilo pri nas v takratni Jugoslaviji in seveda tudi v Sloveniji močno razburkano. To je čas, ko razpada Jugoslavija. To je čas, ko je Jugoslavija razpadala. Skratka, to je bil čas, ko se ni čisto natančno vedelo, kam bo šla ta država in z njo vred seveda Slovenija naprej. To rivalstvo je bilo v mojem času tako izrazito, da se nismo tepeli ali pa prepirali ali pa sovražni govor imeli ali kaj podobnega, sploh ne, da ne bom tako razumljen. Do te mere, da so mnogi začeli razmišljati o razdelitvi univerze vsaj v dva dela, v naravoslovno-tehnični in humanistično-družboslovni. Zvoljen sem bil za dekana en mesec pred razglasitvijo samostojnosti, nastopil sem službo po počitnicah z septembrom. Po eni strani je bila fakulteta takrat zelo samostojna, univerza še ni bila tako centralizirana in povezana, kot je z novo zakonodajo postala. Po drugi strani pa ni bilo več formalne vloge, pa tudi dejanske ne, recimo socialistične zveze, ki je v prejšnjih samoupravnih časih imela tisto povezovalno, nadzorovalno vlogo, ki je konkretno tudi dala svoje soglasje k izvolitvi dekana. Tega zdaj ni bilo več. Najbrž nisem prvi od bivših dekanov, ki reče, da voditi filozofsko fakulteto je v resnici tako, kot da bi vodil eno srednje veliko univerzo. V resnici je grozno težko pri nas usklajevati različne interese in to je bilo tudi videti. Pri nas je glavno telo odločanja na fakulteti senat fakultete, to je zelo veliko telo, vsak oddelek ima 2 predstavnika, to je 42 ljudi, že takoj 42 ljudi plus še ostali, več kot 50 ljudi v senatu in zahteva kar precejšnje, pogajalske in vodstvene in menedžerske sposobnosti, da lahko sploh kakšno rešitev pripelješ do realizacije. Reforma, ki je zaznamovala zadnji 2 desetletji v visokem šolstvu, je bolonjska reforma. Kaj je ta pomenila za filozofsko fakulteto? Konec 90-ih se je začelo pogovarjati o tem, da bi ustvarili en enoten evropski akademski prostor. Jaz sem to videla pravzaprav kot neke vrste izziv in možnost,
da končno razmislimo tudi o naših programih. Tisto, kar me je v resnici presenetilo, je, da ko smo s temi svojimi dvomi, pa s temi svojimi dilemami, pa vprašanji o dvostopenskem študiju na različnih programih, od jezikovnih do humanističnih in družboslovnih, začenjali razprave s svojimi kolegi iz drugih evropskih držav, smo naenkrat ugotovili, da imamo vsi iste probleme. V smislu tega, da je pač, če hočeš resno določen poklic upravljati, najbrž moraš računati na podaljšan, torej 5-leten študij, kar ni bila ideja bolonjske prenove. Ideja bolonjske prenove je bila ravno obratna, poskusiti študij racionalizirati, skrajšati, ljudi spraviti prej na trg delovne sile in tako naprej, ampak se očitno to ni obneslo. In če pogledam nazaj, moram reči, da sem malce žalostna zaradi tega, ker se mi zdi, da je bilo veliko energije in veliko misli in tudi konceptov izdelanih, ki pa potem konec koncev in počasi so se razblinili in to v bistvu zaradi finančnih razlogov. Denar. Baje si je Filozofska fakulteta nekoč celo sposodila denar od gasilcev. Poglejmo. Na računovodstvu filozofske je bila ena gospa, neka Ester, ki je rekla, vsega imajo, Prekmurci imajo denarja, kako hočeš. Ja, kdo? Ja, pravi, Ernest Öri. On ima gasilsko združenje, on je predsednik gasilskega društva. Pa najceneje, pa najboljše posoja z najmanjšo obrestno mero. Oni so bili edini, ki smo imeli veliko denarja in so ga tudi posojali, ker je to bil družbeni denar, so ga posojali tistim, ki so ga rabili. In jaz sem šel, ker je pač bil to predsednik Gasilske zveze Slovenije Ernest Öri iz Hodoša, sem jaz šel tja, sem rekel, Erni, koliko boš posojal denarja? Pa je rekel, koliko rabiš, samo vrni ga pol leta, in sem ga iz pol leta tudi vrnil. Z velikim žarom in z najboljšimi nameni smo se lotili dela, sanacije in z sodelovanjem tako pedagoških kot nepedagoških kolegov v bistvu nekako počasi uspeli, obrnili številke v pozitivno smer in predvsem vzpostavili neko pozitivno klimo na fakulteti. Odnosi prej so bili kar precej komplicirani in to je bila tudi naša osnovna skrb. Naša fakulteta je prav zaradi teh finančnih vprašanj, finančnih težav delovala, tako kot se je izrazila zelo posrečeno naša draga kolegica in moja prijateljica Breda Pogorevc, simbol naše fakultete, eden od simbolov naše fakultete, je rekla, mi delamo na etični pogon. Imamo denar, nimamo denarja, ga imamo dovolj, ga nimamo dovolj, delamo na etični pogon. Nam je cilj, da je nekaj opravljeno, da je opravljeno dobro pedagoško delo in da je opravljeno dobro znanstveno-raziskovalno delo. No, poleg tega pa ste na Filozofski fakulteti ves čas pod budnim očesom študentk in študentov. Leta 2011 se je zgodila druga zasedba Filozofske fakultete v zgodovini. Seveda, dobro se spomnim tega trenutka, ker je bil to na nek način šok. To je bilo po enem mesecu mojega dekonovanja. Mi še kot ekipa nismo bili ustanovljeni, zato ker nam senatu ni uspelo izvoliti vseh prodekanov. No, in takrat sem bil zelo presenečen, da se je to zgodilo, ker o tem nisem predhodno nič vedel, noben mi ni nič povedal, da se to pripravlja. Ampak vendarle smo skupaj z vodstvom smo nekako presodili, da seveda moramo študentom iti nasprot, da ne smemo zaostrovati zadeve, da ne bi prišlo do kakšnih nezaželjenih konfliktov. In so to nekako študentje tudi sprejeli. Potem po 13 sem bil v bistvu še 3 leta na fakulteti, ampak kaj bistvenega se na račun zasedbe Filozofske fakultete pravzaprav ni zgodilo.
No, in ob tem se zdi, da je filozofska fakulteta lahko včasih sama sebi največji sovražnik. Pri delu pa sem seveda naletel tudi na to, kar ste omenili, da smo pogosto sami sebi problem, jasno, da smo potem na ta način tudi določen problem univerzi. Nažalost je pa tudi univerza se pokazala za nas za določen problem. Tukaj pa je pogosto potem bilo tako, kot da se bodem z mlini na veter, ne, ki jih v bistvu ne moreš niti potipati, ne, Don Kihote, saj te mline lahko potipal, sam pa sem se večkrat počutil v situaciji, ko da jih niti ne vidim, niti jih ne morem otipati, ampak bili pa so. No in kje je mesto filozofske fakultete in s tem tudi humanistike in družboslovja ob njeni 100-letnici? Jaz mislim, da velik prispevek filozofske fakultete je njena strahovita raznolikost. Ta jezikovna različnost, ne, ta multikulturnost, ne, ker ljudi, to, kar so včasih v socializmu, ko sem bil jaz mlad, ko sem jaz začel kot asistent, so imeli karakter popit in podobnih, se nam tujci noter v študijske programe mešajo. Ne, ravno to je največja dobrina, da ti dobiš profesorje, ki so prišli iz Indije, ki so prišli iz Vietnama. To je čuda enih ljudi, ki so implementirali ne samo študente, tudi mentaliteto fakultete. Jaz mislim, da je svet danes toliko zapleten, da se mi zdi, da bi mogla humanistika tukaj imeti večjo vlogo. Če imate na eni strani recimo medicino ali pa biologijo, ki se ukvarja z razvojem genetskih tehnologij, ne, potem je tukaj družboslovje in humanistika tisto, ki to stroko ali pa te stroke opozarja na to, kakšna je lahko družbena refleksija nekih zelo pomembnih epohalnih spoznanj na področju naravoslovja ali pa ved o človeku in tako naprej. Ne. In to funkcijo, po mojem mnenju, filozofska fakulteta dobro upravlja. Visokošolski študij sega v Ljubljani že na konec 17. stoletja, univerza ni začela pred 100 leti. Tisto, kar je specifika te univerze, je, da je univerza v slovenskem jeziku. In če je univerza v slovenskem jeziku, je seveda to povezano tudi s slovensko kulturo. In v tem smislu univerza, ki pozablja na to, kar se pa utegne tu pa tam komu kdaj zazdeti, da se dogaja, seveda pozablja na svoje korenine in tisti osnovni smisel svojega poslanstva. In po drugi strani seveda tudi ta naš prostor, če hočemo, naš jezik, ne more ostajati, ne more se razvijati, če ne sprejema sveta, če se ne sooča z svetom. Naj znanje živi, naj raste in naj se krepi in cveti, vivat, kreskat, floreat. Vse najboljše, draga filozofska fakulteta, vse najboljše, draga univerza, še na mnoga leta, desetletja in stoletja. Kaj je vloga filozofske fakultete dan današnji? Kaj je vloga filozofske fakultete dan današnji? User manual. Kaj je vloga filozofske fakultete? Ne vem. Ne vem. Ne vem.
Vsem prisotnim v tem prostoru in v tem času izrekam topel pozdrav. 15. julija 1920 je bil podeljen prvi doktorat v zgodovini Univerze v Ljubljani. Ta doktorat je prejela Ana Majer, študentka Filozofske fakultete. Takrat so ji najbrž rekli doktor znanosti in ne doktorica znanosti. To je pomembno dejstvo tudi v luči nedavne odmevne geste o spolno občutljivi rabi jezika. Jezik ni le nedolžno sredstvo komunikacije in antična ostalina, ki jo moramo brezpogojno ohranjati tako, kot je bila. Je način grajenja sveta in skozi to transformiranja percepcije. Ta gesta je pomembna, ker naslovi nevralgično točko. Ni končna rešitev, temveč začasno stanje, ki lahko kaj spremeni in odpre razmišljanje v mnogih, ki o tem sicer ne bi razmišljali. Naloga humanizma ni pisanje zakonov in aksiomov, temveč v prvi vrsti odpiranje vprašanj in dvomov. Ideja je model sveta. Vrednost svobodnih umetnosti, kot se je nekoč reklo humanističnim vedam, se na prvi pogled zdi nekaj povsem neuporabnega za sodobni tehnokratski svet. In vendar, morda je prav ta navidezna neuporabnost tista, ki ji je treba prisluhniti. Kapitalizem, stroj današnjega časa, favorizira funkcionalnost, to, da smo uporabni za sistem profita, produkcije in potrošnje. Naše znanje, vednost, bi naj bilo le še olje, ki bi poganjalo ta stroj naprej. A vendar, vednost je vselej zareza, ki zmoti enotno površino belega lista. Ampak prav skozi to zarezo lahko nastajajo nove domene možnega. Razbijanje samoumevnosti je ključna naloga kritične misli. Če je bil doktorat Ane Majer pomenil razbijanje takratne samoumevnosti pozicije ženske, je današnja naloga izvajati to gesto na področjih, ki jih najmanj preizprašujemo. Če se zdi danes moč humanizma nemogoča, morda prav v tem ležita njegova možnost in moč. Izobraževalna ustanova naj ne producira ubogljivih subjektov, ki bi se umestili v prazno mesto v izkoriščevalskem stroju kapitalizma. To, kar se nam kaže kot problem, je morda v marsičem privilegij. Le še politika mora slediti in prisluhniti idealom, v katere verjamemo, ko vsak dan vstopamo v stavbo na Aškrčevi. In morda bo svet na boljši poti. O tem govorim zato, ker želim pokazati, da je bila Filozofska fakulteta od nekdaj prostor, ki je znal presegati družbene samoumevnosti in konvencije in sprejemati vse, ne glede na spol, število ali sklon. Kljub temu je dejstvo, da družbene neenakosti niso odpravljene. Z novimi 100 leti naj se začne novo obdobje sprememb, ki bo privedlo do nove vizije, novega, boljšega človeka, o katerem bo lahko nekdo govoril na 200. obletnici Filozofske fakultete v Ljubljani. Hvala.